večer in lepo dobrodošli na nocojšnjem druženju s pesmijo. Nocoj se nam pod imenom Majske melodije predstavljajo v pevski sestavi šolskega centra Nova Gorica. Tudi sicer je maj tradicionalno mesec ljubezni, cvetenja, zorenja, o tem in še marsičem bodo govorile tudi nocojšnje pesmi. S kar 4 pevskimi sestavi, ki so se v 2 letih oblikovali na šolskem centru Nova Gorica, postaja maj tradicionalno tudi tisti mesec, ko se nam združeni predstavijo in nam polepšajo enega od že sicer tako opojnih majskih večerov tukaj na Kostanjevici. Organizaciji nocojšnjega večera se pridružuje tudi slavistično društvo Nova Gorica. Letošnje leto in maj pa sta tu na Kostanjevici še posebej svečana. Saj obeležujemo kar 3 pomembne obletnice. O tem nam bo nekoliko več povedal gvardijan frančiškanskega samostana, pater Niko Žvokar, ki ga lepo pozdravlja med nami in se mu ponovno zahvaljujem za gostoljubje. Tudi v imenu samostanske družine na Kostanjevici, dobrodošli, lepo pozdravljeni. A ste prej prešteli to besed? 100 ljudi. Preštejemo, da se je za 2. In z velikim veseljem, res maj je pri nas prav nekaj posebnega. Dišeč mesec naše spalnice, to je edinkrat, ko nam lahko zavidate. Odprtem oknu, kot da ležiš v parfumeriji. In ob tem žlahnenju našega vrta še čudoviti glasovi profesorjev, profesorc. To je nekaj, ena čudovita kombinacija, da sem prepričan, da bo vsakdo vrstu globoko danes občutil, posebej mi, ki bomo prisluhnili, in če združimo še tisto, kar najdragocenejšega v sebi nosimo, potem je to rešilna kombinacija za dober spanc in pa jutr lep dan s čudovitimi odmevi na nocojšnji večer. Eno leto pa v našem samostanu in župni pripravljamo vse mogoče dogodke, da bi na ta način sporočili najprej tako, kot so danes nastopili otroci iz šole Frana Javca. Gorica oziroma pozdrav obema Goricama. In jaz sem tako, ne boste verjeli, jaz sem malo pesniška duša, sem na začetku rekel Gorica, Nova Gorica, vmes pa Kostanjevica. Središče tega dogajanja je naša Kostanjevica letos in na to smo zelo ponosni. Najprej, ker smo globoko ukoreninjeni v ta Kostanjev hrib s prvo cerkvijo leta 1623, grof Turan, postavi, potem poskrbi za to, da bi ljudje ne bili lačni, predvsem duhovno, in povabi karmeličane. In karmeličani skoraj 140 let skrbijo za obiskovalce tega čudovitega kraja. Potem leta 1811, vmes, da ne bom preveč zavlegel, ker niste prišli mene poslušati, ampak te čudovite glasove, vmes je samevala 30 let na veliko žalost vseh ljudi in potem pridejo frančiškani iz Gorice, se tu nasedijo in se ne da do danes. Vmes se je dogajalo marsikaj
Najtežja preizkušnja gotovo prva svetovna vojna, ko bi lahko izginila Kostanjevica, pa so naši sobratje iz Trenta, ki so se po prvi vojni naselili tukaj, obnovili vse. Namesto da bi porušili, so obnovili vse, cerkev in samostan. Potem pride pa drugi pretres, ne druga svetovna vojna, ko se po njej samo zamenjamo spet, Italijani odidejo in pridemo slovenski frančiškani se vrnemo v ta čudovit kraj. In doživijo potem drugi pretres, in to je do 76. leta, ko bil resnično potres. In če ne bi takrat naši patriki so tukaj doživeli to, stopili takoj v akcijo, danes ne Gorica, ne Nova Gorica, Kostanjevice ne bi več imeli. Zato je ta obletnica predvsem tudi ponos, da ne samo ohranjamo to, kar je bilo, kar je preteklost, in veste, da v tej preteklosti je v našem samostanu marsikaj, ampak da tudi danes poskušamo živeti z mestoma oziroma še toliko bolj z Novo Gorico. In to že od leta 1947. In nagradno vprašanje, kdaj je začelo nastajati Nova Gorica. Istega leta. In vikariat, ki je bil takrat podeljen Kostanjevici, začne skrbeti za duhovno življenje množic, ki so se skrbov in Posočju se povsod valile v novo nastajajoče mesto. Oziroma je 70 že starost. Je še vedno mlado mesto. Tako da tudi danes ostaja ta prostor, ne samo prostor za ogled, ampak predvsem duhovno središče, s čudovito cerkvijo, modro slovno središče, s čudovito knjižnico in pa stičišče dobrih src. To so pa vaši prihodi na Kostanjevico. In jaz vam želim, da v teh naših jubilejih doživite prav to. Lep večer in obilo prijetnega in lepega petja. Patroniku se lepo zahvaljujemo za tako navdihujoče besede. Sedaj v besedi vabim tudi predsednico slavističnega društva Nova Gorica Ernesto Deja Kurlo, ki nam bo povedala, kako je slavistično društvo že sodelovalo pri teh pomembnih obletnicah na Kostanjevici. Lepo pozdravljeni. Leta 1623, kot je rekel že pater Niko, je bila na tem mestu postavljena prva cerkvica, ki je z tega eminentnega mesta opazovala življenje okoli sebe. Tekla so stoletja, na Kostanjevico so prišli katoličani, nato frančiškani, med njimi pater Stanislav Škrabec, največji jezikoslovec 19. stoletja, ki nas vedno znova uči, kako ljubiti našo slovenščino. Tu na tem mestu je poleg duhovnosti potekalo tudi izobraževanje, saj so samostanske šole v 19. stoletju imele ključno vlogo za razvoj kulture in znanosti na Slovenskem.
Tudi oči zadnjega francoskega kralja so bile v poslednjih dneh njegovega življenja uprte sem željo, da bo v večnost njegovo telo prepuščeno prav tu. Pogled z te točke vedno očara in privlači. Cerkev z bogato škračevo knjižnico, grobnica, prelepi rožni vrt, nas po 400 letih še vedno vabijo, da vstopimo in začutimo lepoto in svetost tega kraja. Zato dobrodošli nocoj tudi v imenu slavističnega društva. Ne vas za trenutek posvetim dogodke, pri katerih je v tem letu sodelovalo naše društvo. Oktobra smo povabili v naše vrste akademika, zgodovinarja, dr. Ljubo Vidmarja, ki je spregovoril o tem, kako je Bohoričeva slovnica iz leta 1584 z lastoročnim avtorjevim podpisom sploh prišla na postavljenico. Decembra smo predstavljali biblioteksko izdajo knjige Stati in mod stati avtorja dr. Kozmi Apačiča, v kateri je zbrano vseh 50 knjig v slovenščino, prvih 50, od abecednika in katekizma, tja do Biblije in drugih besedil slovenskih protestantov. Meseca marca je profesorica Katjuša Batič predstavila ženske zapore, ki so bili v času fašizma v poslopju samostana. O zgodovinskih dejstvih in trpljenju primorskih žena in deklet nam je spregovorila tržaška pisateljica Vilma Burič. V romanu Burin čas nas razkriva osebne zgodbe o ženskah v težkih vojnih preizkušnjah. Tako, 400 let že ti zidovi opazujejo življenje okoli sebe. In današnji večer je gotovo eden izmed tistih, ki se bodo gotovo spet vtisnili v njihov spomin. Prepustimo se majskim melodijam. Hvala lepa tudi predsednici Slavističnega društva Nova Gorica. V nadaljevanju se nam bodo predstavili 3 pevski sestavi, ki delujejo na šolskem centru Nova Gorica. Z nami je nocoj tudi v.d. direktorja magister Miran Saksida, ki ga v tej priložnosti lepo vabim k besedi poslanice. Spoštovani pater Niko, spoštovane mesta, spoštovani pripravniki in pa pevci. Naloga je v bistvu zelo lahka, nagovoriti spravno občinstvo, predvsem pa veliko število zaposlenih. Vsega skupaj nas je na šolskem centru Nova Gorica nekaj čez 300. Ampak vsaj 100 je pa pevcev oziroma pevk, tako da ni težko, pravzaprav je zahtevno, predvsem za vse zborovodje, kako te skupine spraviti skupaj in ja, verjamem, da so danes uspeli. Zdaj tukaj, kar je še pomembno, velja poudariti to, da vsi skupaj, teh 300 zaposlenih, 100 pevcev, vzgajamo, izobražujemo in spreminjamo mlade na njihovi poklicni poti, tako da se zaposlijo in potem se tudi kulturno vzgojijo. In velik pomen pri tem ima glasba, kulturno deskovanje in vse to, kar počnejo slavistke, ne samo v okviru društva, ampak tudi v procesu izobraževanja na šoli. Tako da hvala vsem pevcem, slavistkam, učiteljem in vsem tem, ki ste prišli, zato ker s tem, ki ste prišli, dajete priznanje šolskemu centru Nova Gorica in procesu vzgoje in izobraževanja na področju kulture in vsega, kar sodi zraven. Tako da uspešno še naprej in seveda hvala tudi imenu šolskega centra, nastopajočim in vsem, ki pomagate danes pri organizaciji. Hvala lepa. Same lepe besede za začetek. Ob 3 pevskih sestavih, ki se nam bodo predstavili v nadaljevanju, moramo videti še en pevski sestav.
sestav, ki smo ga posebej veseli. To je sestav dijakinj pod taktirko zborovodkinje Staše Peršolje Bučnjer, ki pa žal danes ni z nami zaradi šolskih obveznosti, ampak navdušuje nas, da se tudi dijakinje zanimajo in udejstvujejo v tej smeri. Uvod v ta večer je že naredila ženska vokalna skupina Biospev s primorsko ljudsko pesmijo 100 ljudi. Ženska vokalna skupina Biospev je začela delovati v 40. obletnici Biotehniške šole in sicer leta 2008. Vsa leta je zbor združeval profesorice in tudi dijakinje. Včasih se je priključil tudi kakšen dijak. Prav to medgeneracijsko druženje je bilo vsem izjemno všeč. Po 2-letnem premoru zaradi epidemičnih razmer je sestav ponovno prijel note v roke, tokrat pa so bile v sestavu samo profesorice. Zbralo se jih je 14. Sodelavkam in sodelavcem rade zapojejo o jubilejih ali drugih pomembnih dogodkih. Pri tem so posebej ustvarjalne, saj prepišejo posebno besedilo na že znan napev. Njihov repertoar običajno sestavljajo domače in tuje pesmi od ljudskih do umetnih in popevk. Umetniška vodja je Nežka Černje-Gec, ki jo lepo pozdravljam tudi med nami, in v nadaljevanju imajo za nas pripravljene še 3 pesmi. In sicer sledila bo ljudska pesem Stoji mi bolje v priredbi Marija Kogoja, ki preko naravne impresije odpira temo ljubezni. Za nas bodo v nadaljevanju izvajali tudi pesem Vrteljak, za katero je besedilo prispeval Gregor Strniša. V glasbi jo je Jure Robežnik, priredil pa Damjan Učenjik. Zadnjo v nizu bodo izvajali pesem Gta. Skladbo je napisal Peter Carlson, ki ga poznamo kot dirigenta zbora Tapetum Jazz. Glasba nam pričara skrivnostno vzdušje v kraju Bota na Ferskih potokih. Pesem sta priredili Ana Marija Koval in Nežka Černje-Gec, ki je tudi kot že omenjena umetniška vodja in zborovodkinja Biospeva. Izvolite, oder je ponovno vaš in naš posluh tudi. Svoj mi
lepa pevka, ki jo speva zaslužen Bučen aplavz. In že se nam na odru približujejo fantje. Sestav je nastal leta 2017, s skupnim prepevanjem pa so želeli predstavniki seksteta obuditi spomine na študentsko prepevanje v zboru Vilka Modopilca. Najprej so peli za svoje veselje, potem pa tudi za šolsko rabo. Na šolskih in drugih prireditvah, po posebnih praznikih in praznikih zaposlenih. Pojejo narodne in umetne pesmi, priredbe popevk, primerne za tak sestav in pesmi tujih skladateljev. Umetniški vodja seksteta je Bogdan Precelj in pod njegovo dirko bodo danes tudi za nas izvajali sledeče pesmi. Prva bo pesem Rade Simonidija, Zvezde in Ljudska studenček. Obe pesmi sta ljubezenski, sledila bo še gotovo vsem dobro znana nekoliko melanholična pesem Enza Hrvatina z naslovom Solinar. Za konec pa se ponovno vračamo k ljubezni in sicer s pesmijo Anžeta Zamrla z naslovom Baby. Zaprite ušesa in odprite srca. Sekstet šolskega centra Nova Gorica se predstavlja. Virginia.
Zapuszczone są soliny swoju ludzkich noci. U twoje prazne kawedine, gdzie weczór jadne spusti. I nikogar večni tu. I politja čarujemo, legalimi kružijo. V silju sončnega obirma, soline so same, v soju julijskih noči.
Tvoja žitev je močana in poletja čarujemo, le ga ribi krožijo. V siju sončnega objema,
centra Nova Gorica in kot lahko opazite se za mojim hrbtom že nabira ženska vokalna skupina šolskega centra Nova Gorica. En aplavz, prosim. Ženska vokalna skupina šolskega centra Nova Gorica je nastala v šolskem letu 2018-19 in danes šteje že kar 20 pevk. Ker članice prihajajo z različnih šol šolskega centra, je za vaje in srečanje potrebno seveda veliko prilagajanja. Kljub temu jim odlično uspeva. Rade zapojejo na šolskih prireditvah, na repertoarju imajo slovenske in tuje popevke ter ljudske pesmi. Za današnjo priložnost so pripravile sledeče 4 pesmi. Ljudsko pesem Ajzene na Goran, ki jo je priredil Uroš Krek. Pesem Boruta Resjaka Ne čakaj na maj, ki jo je priredila Nada Žgur. Pesem Na vrhu Nebotičnika, ki je pesem Jureta Robežnika, priredil pa jo je Damjan Kočilnik. Za sklep pa še Življenje je lepo, pesem Tomaža Lovislja, ki jo je priredil Tomaž Pirna. Uživajte v teh poskočnih pozitivnih napevih. Na klavirju bosta skupino spremljala Neža Hvalič, na basu pa David Šurigor. Želimo prijetno poslušanje.
nocoj še ni konec, čeprav so že vsi trije sestavi zapustili oder. Vse skupaj v nadaljevanju prav lepo vabim v atrij samostana, kjer bodo vsi trije združeni sestavi skupaj zapeli še dve pesmi. Naj predstavim poimensko vse sodelujoče na današnjem pevskem večeru. Z nami so bili Tanja Ožbo, Barbara Sitar, Staša Prešolja Počinel, Maja Račun, Karmen Kumar, Silva Pelicon, Neva Reščič, Vanja Spačal, Tanja Ušaj-Hvalič, Ksenija Bizjak-Pavlica, Irena Kenta-Jabeš, Jasna Lenar, Tanja Listan, Vasilija Rupnik, Neja Skočir, Jaša Solda, pevke Bio speva, Elizabeta Murovec-Severin, Klara Levstek, Živa Colja, Ana Marija Koval, Karmen Čarbo-Voljevšček, Alenka Mavrič-Čefarin, Valentina Koval, Tina Slaparnik, Karmen Sirk, Nadica Vidmar in Neška Črnegec, ter pevci seksteta Šolskega centra Nova Gorica, Marko Česnik, Bogdan Brecelj, Vitja Juretič, Silvan Bucik, Janko Harek in Egon Pipa. Zdaj pa vsi skupaj lepo vabljeni v atrij, kjer z večerom še malce nadaljujemo. Ženkam ljubav srede, moža doma pusti, hop sasasaje, moža doma pusti, hop sasasaje. Kaj doma delo, kom, Ribico ribal boš, hop sasasaje, ribico ribal boš, hop sasasaje. Ribal že kom, A je tudi v nebo šhop sasasaje, a je tudi v nebo šhop sasasaje. Vržem te v nebi repico, Bilo smrt videl boš šhop sasasaje, bilo smrt videl boš šhop sasasaje. Pred hišico prišel šel, hišico pane smin. Ljubimo, ljubil hišico tudi leta, ko ti jaz povem. Ljubimo, ljubil hišico tudi leta, ko ti jaz povem. Ogenj se prišel sem, zamrco pane smin.
glasne. Hvala vsem obiskovalcem, da ste prišli. Hvala seveda pevcem in pevkam, da ste tudi prišli. Lepo vabljeni, da še kakšno minutko postanete, seveda ob kozarčku in drobnem prigrizku. Lep večer.